Včeraj smo se na tradicionalni večerovi zabavi, ki so jo obiskale številne znane osebnosti, lahko prepričali, da večerova slava navkljub štajerskemu regionalnemu pridihu seže mnogo dlje. Res se prebiram tudi večer. Ponovadi gledam najprej prvi stran, da vidim, kaj je noter, potem hitro grem na zadnji stran, pa potem pogledam tudi malo šport. Glede na produkt bi rekla, da je sploh v zadnjem času mogoče pri večeru sproduciral nekaj propulzivnih zgodb, zaradi katerih smo začeli redno brati večer tudi v naši redakciji. Se dan začne s to zgodbo, ne? Skratka, zdaj, ko je seveda vse na online, prebiramo že vse ob 11. zvečer, ne? Zjutraj samo še nadoknadimo tisto, kar mogoče ob 11. zvečer nismo. Zelo rad pogledam te lokalne novice, ki se dotikajo Maribora, tako da malo dobim neko vest in da vem, kaj se dogaja v mestu, vendarle moja cela družina, starši, bratje, sestre živijo v Mariboru. Sicer nekdanjega ministra Mateja na večer vežejo tudi lepi spomini iz mladosti. Večina ljudi tega niti ne ve, ampak preden sem odšel na študij v Ljubljano leta 1983, je bila takrat pač obvezna praksa, enomesečna, preden si šel na FSPN tedajni, in jaz sem tako en mesec delal pri večeru in pisal članke. Tako da me več stvari veže na večer. Povabljenci tovrstne zabave radi obiskujejo, saj je na njih poleg zadostnih količin alkoholnih pijač v ospredju predvsem danes zelo pomembno druženje in navezovanje stikov. Ste mogoče srečali na zabavi že kakšnega nekdanjega novinarskega kolega? Pa ne enega, mnogo njih, kar nekaj je. Pa so še dosti še vedno novinarjev, nekateri so pa tudi kje druge. Še ohranjate stike, se še družite? Ja, seveda, to moraš, brez tega nekaj ne. Tle gre ravno en mimo, ne, voda, ja, poznam kar nekaj. Kako so pa mogoče danes novinarji razpoloženi, drugače sprašujejo vprašanja, ne? Včasih tudi kakšno neprijetno vprašanje, kaj pa danes? Mene noče noben nič vprašati. Ste se mogoče pogovarjali že s kakšnim novinarjem, kaj? S fotografi. So vam fotografi ljubši od novinarjev? Vsi smo ljudje, ne? Takšni in drugačni. Ja, je dobro srečevati ljudi, nove prijatelje, vedeti tudi stare prijatelje, tako da sem ja. Ste danes mogoče spoznali že kakšnega novega prijatelja ali? Ja, danes sem se kar ene par ljudi, ker nikoli nisem spoznal, danes sem jih spoznal in sem vedel, da v bistvu moje zgodbo so tudi malo zasnovali, tako da sem prav ponosen na to. Mogoče me zanima, kako bi kaj upodobili tole današnjo zabavo tukaj, kaj bi narisali, mogoče, da bi tole vzdušje nekako naslikali na papir? Ja, trenutno še nisem v stanju, da bi stvar upodobil, recimo po 1 litru pijače, kar pa ne vem, če mi bo uspelo spraviti vase, se bo pa roka verjetno dovolj tresla, da bom lahko vso to gužbo upodobil. To je najbolj nagneten žur, kjer se vsi tikajo oziroma se tikamo, tako da tu so, kakor opazim, res tudi politični nasprotniki, tu zlezejo iz svoje kože in se pokaže, da so vsi ljudje in so vsi frendi, tako da. Jaz mislim, da je dobro, da imamo te stike, kajti politiki so nam bolj dostopni, lažje izvemo kakšno informacijo, dobimo njihove telefone, kontakte, hkrati pa je tudi njim v interesu, da omrežijo novinarje, ker seveda politiki se želijo naslikati v najlepši luči, ampak mi jim seveda ne nasedamo. Z žurom, ki ga je obiskalo lepo število znanih medijskih in političnih osebnosti, so bili zadovoljni tudi organizatorji. Sem zelo zadovoljen z obiskom, prišlo je veliko odličnih novinarjev, veliko znanih osebnosti, ministrov, prej smo tako neformalno podebatirali o aktualnih temah, tudi o večeru, moram seveda ugotoviti. In ta žur, ta čaga, naša ali pa gauda, kot pravimo Korošci, nadaljuje to izjemno svetlo tradicijo in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Ko so se proti zgodnjim jutranjim uram kozarci počasi začeli prazniti in so jeziki postajali izmučeni, se je prijetno in sproščeno kramljanje zaključilo.